Opozorilo je bilo jasno: če ubijete ameriške vojake, se vse spremeni. Zdaj so ameriški vojaki mrtvi po napadu na bazo v Jordaniji. Čez noč so ZDA odgovorile z napadi, ki so morda šele začetek, saj Trumpova administracija hiti z desetinami letal za oskrbo z gorivom med letom v Izrael pred morebitno širitvijo vojne. To in še več v današnji oddaji Jeruzalemska minuta. Dobrodošli nazaj v oddaji Jeruzalemska minuta na JNS TV. Sem v Jeruzalemu, moj kolega Alex Strejman ta teden potuje. Pridružuje se nam nadaljavo. Pojdimo kar k bistvu. V zadnji uri je Iran izstrelil rakete proti Akabskemu zalivu, kar je sprožilo alarme v Jordaniji. Hkrati nam sporočajo, da je izraelska obrambna vojska prestregla nekatere od teh delcev raket. Prav tako sta bila čez noč v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka. Ne vemo natančno, kakšno je stanje ostalih, ki so bili ranjeni v napadu. En vojak je pogrešan. Prav tako je ameriško zunanje ministrstvo izdalo opozorila za potovanje v Izrael ter celotno bližnjevzhodno regijo. Hkrati ameriško zunanje ministrstvo opozarja Američane, naj bodo po svetu previdni, še posebej tisti, ki potujejo. Alex, v zadnjih nekaj urah se je tukaj zgodilo res veliko. Ja, seveda, mislim, da so bili pred nekaj tedni, ko je predsednik Trump podpisal to memorandum o soglasju, mnogi v Izraelu zaskrbljeni in so se spraševali, kako lahko zdaj ustavite. In zakaj mislite, da bodo Iranci pošteno pogajali z Združenimi državami? In občutek tukaj, in mislim, da smo to tudi izrazili, je bil, da zgodba še ni končana. In kar je zelo, zelo jasno, je to, da zgodbe ne le, da še ni bilo konec, ampak da prehaja v naslednje poglavje, morda celo hitreje, kot smo vsi pričakovali. Mislili smo, da bodo Iranci morda vzeli nekaj sredstev, ki prihajajo. Da bi se strinjali z odprtjem Hormuške ožine, morda nikoli ne bi pristali na pogajanja o formalnem koncu njihovega jedrskega programa, ampak bi pristali na dogovor o premirju v zameno za odprtje ožine. Zdaj, le nekaj tednov pozneje, sovražnosti so se končale, vendar ožina nikoli ni bila popolnoma odprta. Iranci so preprosto nadaljevali s poskusi poniževanja predsednika Trumpa in preizkušanja njegove volje. In mislim, da je res zanimivo pri tem to, kot ste omenili, da so bili ameriški vojaki ubiti v Jordaniji. Iranci so streljali po celem Bližnjem vzhodu. Streljali so na Jordanijo, na Kuvajt, mislim, da je bilo tudi v Kuvajtu povzročene veliko škode. Na Savdsko Arabijo so streljali prvič po mnogih mesecih. In edini kraj, kjer niso udarili neposredno, je Izrael. Zdaj, omenili ste, da so bili napadi v Akabi. Bil sem ravno na vlaku, tako da sploh ne vem, kaj se je zgodilo v zadnjih 2 urah, recimo. Ampak te so najverjetneje od Hutijev, ki delujejo kot iranski podaljšek. In mislim, da je to zdaj veliko vprašanje. Torej, ali se Iran želi izogniti Izraelu? In to bi bilo utelešenje izraelskega odvračanja, kaj ne? Da se nočejo neposredno zaplesti z Izraelom, ker vedo, da bo Izrael šel do konca. Medtem ko menijo, da Trump morda ne bo šel do konca. In to je njihov preizkus. Torej, ali bodo neposredno napadli Izrael? Bodo svojim proksijem ukazali, naj se popolnoma izognejo Izraelu? Ali pa bodo uporabili strategijo, ki so jo že tolikokrat uporabili v preteklosti? Torej, poslali Hutije, da opravijo njihovo umazano delo z napadi na Iran, poslali Hezbolah, da ponovno začnejo spopade na severu Izraela. Alex, zagotovo se bliža, kot lahko vidimo posnetke iz Eilata, kjer prestrezniki vzletajo. Tako je le še vprašanje kilometrov, preden Iran ali Hutiji ali katerakoli druga stran, katerakoli od njihovih raket pristane tukaj v Izraelu. Obenem pa se spomnimo, predsednik Trump je izrecno povedal: če ubijete ameriškega vojaka, smo spet v vojni. ZDA so, zadnjih 6-7 dni zapored izvajale napade, vendar so bili ti omejeni. Lahko pa govorimo o nekaterih ciljih, ki so bili zadeti. Vsekakor gre za stopnjevanje, 6 mostov, železniške proge, letališče. Napadajo infrastrukturo, vendar je predsednik jasno povedal: če ubijete ameriškega vojaka, znova, 2 mrtva, 1 pogrešan. Nismo prepričani o njegovem statusu in to bo preraslo v popolno vojno. No, poglejmo, predsednik uporablja to bombastično retoriko v vse smeri, kaj ne? Ko je grozil z vojno, je rekel, da bo izbruhnil pravi pekel. Rekel je, da jih bomo poslali nazaj v temne čase. Ko pa želi pogajanja, pravi,
da so zelo prijazni in da je z njimi lahko sodelovati. Torej, v svojih javnih nastopih ne uporablja jezika, ki bi ti dejansko povedal, kje stoji. Veš, lahko je karkoli. Je lahko pogajalska taktika na eni strani? Rad pa tudi zmede svoje sovražnike, pa bi rekel celo zaveznike. S tem, veš, bi rekel, nekakšnim norim pogajalskim slogom, s katerim vse drži na trnih. Veš. In prav tako izvaja to zavajanje z novinarji in mediji, jih drži na trnih pri vsakem svojem koraku, kar je bila njegova strategija. In način, kako to počne, je, da redno izjavlja smešne, skoraj neverjetne stvari. Tako da veš, težko je natančno vedeti, kaj želi narediti. Ampak očitno, kot si omenil, sem prebral, da je že 8 noči zaporedoma. Napadajo infrastrukturo, elektrarne, mostove, take stvari, za katere so rekli, da bodo naslednja faza. To zdaj počnejo. Mislim, da so že zadeli na stotine tarč, če se ne motim. To pomeni, da nadaljujejo z napadi, seveda omejeno v primerjavi s polnim vojaškim angažmajem. Hkrati pa slišimo, da Združene države premikajo lovce v to območje, kar pomeni, da je to morda le uvodni strel v nekaj veliko, veliko večjega. Zdaj je možno, da je to del pogajalske taktike, močno udariti in groziti z še veliko močnejšim udarcem. In morda bodo Iranci na tej točki pristali na dogovor. Iranci bi prav tako lahko, kar bi zelo verjetno storili, hlinili, da želijo dogovor, v bistvu, da bi znova rekli, hej, želimo dogovor, želimo dogovor. Veste, pogovorimo se znova. V redu, tokrat ste nas dobili, močno ste nas udarili, v redu, zdaj smo res pripravljeni na pogovor. In potem znova vstopijo v pogajanja. In vidite, kako se ta vzorec razvija in nekako ponavlja, ker pravijo, v redu, pogajali se bomo, a še naprej preizkušajo ameriško odločnost, ameriško moč, ameriško voljo, ker imajo sami voljo in imajo čas. Veste, bili so udarjeni, lahko jih ponovno udarijo. Veste, njihova edina možnost je, da poskušajo ponižati Združene države ali pa, veste, biti bombardirani nazaj v kameno dobo. Veste, in vmes bodo poskusili vse mogoče. Torej, veste, vedno smo govorili, da Iranci ne bodo pogajali v dobri veri. To je iranski način pogajanja. O tem smo govorili prejšnji teden v oddaji. In zdaj začenjate opažati, da morda drvimo v začetek naslednjega kroga večjih spopadov. In spet mislim, da je tukaj najbolj zanimiva sestavina ta, da do zdaj, in ne vemo, če bo tako ostalo, ampak do zdaj Izrael ni bil tarča. Niso bili tisti, ki so na udaru. In prav tako niso na strani napadalcev, saj Združene države trenutno raje držijo Izrael zunaj tega, ker ko je Izrael izključen, to pomeni, da lahko bolje nadzorujejo izide na vseh straneh. Če se Izrael vključi, bodo poskrbeli, da bo ta režim dokončno končan. In nihče jih ne bo mogel ustaviti, dokler ne bo konec. Alex, omenil si lovce, ki so na poti v regijo. Hkrati nam sporočajo, da so ameriška letala za dolivanje goriva prav v tem trenutku na poti v Izrael. Ja, bila je cela, veš, notranje politična težava z letali za dolivanje goriva. Vsak, ki je v zadnjih nekaj mesecih letel v Izrael, je opazil, da je bilo na letališču Ben Gurion parkiranih tudi do 50-75 letal za dolivanje goriva. To je zelo nenavaden prizor, ker običajno, ko prideš, vidiš potniška letala, veš, nizkocenovne prevoznike iz Evrope, ki stojijo na parkiriščih stran od terminala. Običajno te z avtobusom odpeljejo do enega od teh letal, ker nizkocenovni prevozniki ne najemajo prostora na terminalu. Najamejo prostor nekje na parkirišču. In vsa ta parkirna mesta so zasedena s letali za dolivanje goriva. In tako so ministrica za promet Mary Regel in drugi pritiskali na Združene države, naj svoje letala za dolivanje goriva premaknejo iz komercialnega letališča Ben Gurion na vojaške letalske baze. Ker imate zdaj letalske prevoznike, ki so bili do zdaj pripravljeni ponovno začeti z delom, vendar ni prostora, kjer bi lahko parkirali. In v bistvu Grožnje strani letaliških oblasti, da bi lahko kar 50.000 letov lahko odpovedali. In če pomislite na Izraelce, ki v tem obdobju vojne v zadnjih 3 letih niso mogli leteti na veliko destinacij in nenadoma je bila vojna končana in veliko Izraelcev, vključno z mano, je zdaj v tujini, veste, iščejo priložnost, da odidejo. In vsi termini na letališču so bili zasedeni. Tako je zdaj prišlo do dogovora. Lahko pustite 20 letal za dolivanje goriva na Ben Gurionu. Ostala je treba premakniti. Toda zdaj, s to nekoliko dramatično zaostritvijo, vidimo, da Združene države ne samo, da ne premikajo letal, ampak jih dejansko pripeljejo še več.
Alex, hkrati je predsednik Trump v začetku tega tedna napovedal, da ponovno uvaja pomorsko blokado iranskih ladij in pristanišč v Hormuški ožini. Hkrati pa Iran seveda pravi, da ima nadzor nad ožino, oni bodo določili, katera plovila lahko prečkajo Hormuško ožino. Kakšne so najnovejše informacije glede tega, kdo dejansko nadzoruje ožino? Pogovoriva se o pomenu tega, da predsednik Trump znova pravi, da je ožina zaprta. Blokada se bo nadaljevala. Ja, mislim, da trenutno res ne vemo, kdo ima dejansko nadzor nad Hormuško ožino. Vemo pa, da Iran znova napada ladje v ožini. Oman je ponudil južni prehod. Združene države Amerike poskušajo očistiti ožino min. Pojavljajo se grožnje ali trditve, da je Iran napadel ladje ali da so ladje naletele na mine. Združene države Amerike in CENTCOM pravijo, da to ni res, ampak trenutno so ožine dejansko zaprte. Obe strani pravita, da niso odprte, Iran pravi, da niso odprte, in Združene države Amerike pravijo, da ponovno uvajajo blokado Irana. Tako da imate trenutno v bistvu dve strani, ki pravita, da je ta najpomembnejša vodna pot, v kateri teče 20% svetovne nafte in plina, dejansko ni odprta. In obe strani v bistvu pravita, da je memorandum o soglasju, katerega glavni namen je bil odpreti te ožine v zameno za prekinitev ognja, zdaj kršen, ker po eni strani ožine niso odprte, po drugi strani pa tako Iran kot Združene države streljajo. Alex, omenil si, da Izrael trenutno ni vpleten, vendar je premier Netanjahu ta teden poslal jasno sporočilo, da bo odziv Izraela v primeru napada zelo oster. Dejal je, da se ne bo ponovilo to, kar se je dogajalo do zdaj. To bo povsem drugačen dogodek. Poglejmo si posnetek premierja. To sporočam Irancem. Ne bojte se nas. Če bomo napadeni, bomo odgovorili s silo. Toda to ne bo prestavitev, to bo drugačna prestavitev. To je prenos. Alex, kaj meniš o tem posnetku? Mislim, da premier skuša vzpostaviti odvračanje. In to je res tisto, kar si želiš. In to je zelo zanimivo. Veš, vsi govorijo o tem, kako je Izrael šel čez mejo. In celo predsednik Trump je rekel, da Bibi včasih malo pretirava. In jaz ga poskušam zadržati. In v bistvu, kaj premier skuša narediti? Po eni strani skuša potisniti Hamas nazaj in uničiti njihove zmogljivosti. Enako velja za Hezbollah. In to, kar skušate narediti, je v bistvu vzpostaviti odvračanje. Če Iran v tem trenutku noče biti vpleten z Izraelom, noče neposredno napasti Izraela, čeprav je bil Izrael tisti, ki je začel to vojno, kaj ne? Veste, trenutno lahko vidite na trgu Palestine v Teheranu slike Trumpa in njegovih družinskih članov v krstah in vsi pravijo, da bodo ubili Trumpa. Če pa pogledate, kaj se je dejansko zgodilo prvi dan te vojne, februarja, kdo je bil tisti, ki je dejansko odstranil vrhovnega voditelja Hameneja? To je bil Izrael. V redu, Izrael je to storil. Zdaj očitno s podporo Združenih držav in morda so polnili letala, njihova popolna podpora, o tem ni dvoma. Toda Izrael je izvedel napad. In vendar vidite, da je Iran zelo zadržan pri napadu na Izrael. Zdaj to ne pomeni, da bo odvračanje zdržalo. Nočem napovedovati, da bo Izrael ostal zunaj te vojne. Nočem napovedovati, da Iran ne bo streljal na Izrael. Nočem napovedovati, da iranske posredniške sile ne bodo streljali na Izrael. Ampak medtem tukaj, vsaj v teh 8 dneh, odkar so Združene države ponovno začele napade, je Izrael učinkovito odvrnil Iran od neposrednega napada nanj. In možno je, zelo možno, da bo to odvračanje zdržalo. Alex, rad bi nadaljeval, če lahko. Ta teden je bil pomemben intervju. Govorimo o podpredsedniku J.D. Vancu, ki je skoraj 3 ure gostoval v oddaji Joe Rogan Experience, zelo priljubljenem podcastu, enem najbolj priljubljenih na svetu. Podpredsednik Vance je podal ene svojih najostrejših javnih izjav doslej glede odnosa med ZDA in Izraelom. Poglejmo si ta posnetek. Ampak vem brez najmanjšega dvoma, da so bili ljudje znotraj izraelske vlade, ki dejansko poskušajo spremeniti našo politiko, ker želijo nadaljevati vojaško kampanjo. Nekateri ljudje v njihovem sistemu, za katere vemo brez najmanjšega dvoma, manipulirajo in poskušajo spremeniti ameriško javno mnenje, da bi vojno ohranjali v nedogled. Spet, ne zaradi kakšnega cilja, ampak preprosto v nedogled. Torej ste imeli ta intervju, J.D. Vance kritičen do odnosa med ZDA in Izraelom
Izpostavil je različna vprašanja, vključno z Epsteinovimi dosjeji, in dejal, da obstaja povezava z najvišjimi ravnmi izraelske obveščevalne službe glede tega, kar se je dogajalo z Jeffreyjem Epsteinom. Ampak začnimo, če lahko, kar s celotnim odnosom med ZDA in Izraelom, po mnenju podpredsednika Združenih držav Amerike. Mislim, da je zelo jasno, da je pogled podpredsednika zelo podoben pogledu, ki ga vidite na desnem krilu republikanske stranke. Na strani Tuckerja Carlsona, ki v bistvu pravi, da je Izrael tisti, ki vodi Združene države Amerike. Zdaj, česar Vance ni naredil, je to, da bi javno rekel, da ni bilo v ameriškem interesu biti v tej vojni. Podpredsednik je še naprej trdil, da je bilo to v ameriškem interesu. Saj, če bi rekel, da je bilo to le v interesu Izraela in ne Združenih držav, bi s tem svojega šefa, predsednika Združenih držav, spravil v zelo neroden položaj. Zato tega ne bo naredil. Ampak to, kar je naredil, je, da je prišel ven in rekel, da obstaja organizirana, dobro financirana mreža. Ta industrija je poskušala prepričati Vanca in druge, da se vojna ne bi smela končati in da bi morala trajati v nedogled. In da so bili dejansko konzervativni mnenjski voditelji, ki jih je najela in plačala Izrael, da bi ustvarili kampanjo, s katero bi ameriške zakonodajalce silili, naj nadaljujejo vojno. In težava tukaj je, da so deli tega resnični, ne? Ampak povezovanje vseh teh točk je napačno, ne? Torej so Izraelci, ki niso želeli, da se vojna ustavi. Absolutno. Ali so predsednik vlade in morda zunanji minister ter drugi v Izraelu zelo jasno povedali Združenim državam, da si želijo, da se vojna nadaljuje. Absolutno to so povedali. Zakaj? Ker je cilj Izraela v tej vojni sprememba režima. In kar zdaj jasno vidite, več tednov kasneje, je, da vrhovnega vodje ni nikjer videti. Ne vemo, kje je sin vrhovnega vodje. Nekdo tvita v imenu sina vrhovnega vodje. Toda v bistvu je tisti, ki trenutno vodi državo, nadaljevanje istega režima. Torej ni prišlo do popolne spremembe režima, Izrael pa si želi spremembe režima. Ni dvoma o tem, da je bil Izrael globoko šokiran. Vem, ker sem to videl pri samem predsedniku vlade. Bil je šokiran, da so pogajanja o sporazumu že napredovala, da so poskušali izpogajati memorandum o soglasju, premirje, konec konflikta. Veste, s čimer je po njegovem mnenju Iran ostal v zelo nevarnem položaju, da bi lahko znova poskušal hiteti proti jedrskemu orožju, poskušal obnoviti svoje balistične rakete. In zdaj je to kot razjarjen tiger v kletki. Torej, Izraelci so si zagotovo želeli, da bi se vojna nadaljevala, vendar je sam predsednik vlade vedno govoril, veste, poslušajte, to je ameriški interes. In verjamem tudi, da je predsednik vlade Izraela razumel, ko je šel v to vojno, da je v bistvu obstajalo, čeprav ni bilo popolnoma opredeljeno, mislim, da ni bilo določeno s časom, ampak mislim, da je obstajalo splošno načelo, ki je bilo, da boste imeli 5 do 6 tednov ameriške zračne podpore, in to izkoristite ter napadete vse cilje, ki jih je Izrael želel napasti. In to so tudi storili. Ali je Izrael želel, da se vojna nadaljuje? Da, zagotovo. Ali je Izrael pripravljen znova vstopiti? Jasno, mislim, da so to tudi povedali. Predsednik vlade dovoljuje Ameriki, da drži Izrael ob strani. Ampak Izrael ima pripravljene bojne načrte. To so povedali. Pravijo, pripravljeni smo skočiti noter kadarkoli. Kaj pa je Izrael naredil v smislu organizirane kampanje? Izrael je najel Breda Paskala, ki je strokovnjak za konzervativne medije. Najeli so ga že pred mnogimi meseci, še preden se je ta vojna začela. In namen te kampanje je bil, veste, kako lahko Izrael še naprej izboljšuje svojo podobo v očeh ameriških konzervativcev. Ker to, kar vidite tukaj s komentarji J.D. Vanca, s komentarji Tuckerja Carlsona, Candice Owens, Nika Fuentesa, Joea Rogana, do določene mere tudi Alec Jones, Steve Bannon. Ali gre za kampanjo, ki skuša odvrniti tiste, ki bi bili zvesti podporniki Izraela, torej evangelijske kristjane v Združenih državah? Izrael opaža, da se predvsem mlajši ljudje oddaljujejo od Izraela. Del tega je povezan z navalom botov na TikToku, Instagramu, YouTubu in drugod, ki vplivajo na javno mnenje. Del tega je povezan z univerzitetnimi kampusi in s tem, kako so kampusi mlade učili, da imajo revizionističen pogled na Bližnji vzhod in da sovražijo Izrael. Vidijo Izrael kot kolonizatorje, okupatorje, kot apartheid in kot povzročitelje genocida.
Tako mladi gledajo na Izrael. In morda J.D. Vance gleda na mlajše ljudi in pravi, to so moji bodoči volivci. Zato se jim bom zdaj priklonil. Ampak Pascal je bil v bistvu najet, da bi skušal Američane znova prepričati, naj podprejo Izrael, še preden se je ta vojna sploh začela. In zdaj, kar počne Vance, je, da nekako spreminja merila in pravi, da je Izrael najel Pascala, zato da bi prepričal Vancea in druge, da ne bi končali vojne. In iskreno povedano, to preprosto ni res. In to ni prvič. Pravzaprav je to morda tretji, četrti, petič, ko je J.D. Vance imel priložnost, da bi resnično zaključil to vprašanje razhajanja med Izraelom in Združenimi državami. In on kar naprej ponavlja to vzorec, ko pravi, da Izrael, tako kot Katar, Kitajska in vsaka druga država, poskuša vplivati na ameriško politiko. In to, kar počne, je precej nevarno za Izrael. Ampak na tej točki ne vidim, kako bi se to lahko ustavilo. Ja, Alex, na Vanceove komentarje so se odzvali precej mešano. Imeli ste tiste, vključno s senatorjem Tomom Cottonom, ki so dejali, da niso bili seznanjeni z nobenimi obveščevalnimi podatki o dobro financirani izraelski operaciji za spreminjanje javnega mnenja. Imeli ste nekatere komentatorje na Foxu, ki se z Vanceom niso strinjali. Imeli ste tudi nekatere, ki so se z njim strinjali. In potem ste imeli tiskovno predstavnico Bele hiše, ki so jo vprašali, ali se predsednik strinja z J.D. Vanceom glede tega, ali Izrael poskuša manipulirati z ameriškim javnim mnenjem ali ne. Poglejmo si tiskovno predstavnico Bele hiše. Kar zadeva Iran, je podpredsednik J.D. Vance včeraj gostoval v podcastu pri Joe Roganu, kjer je govoril o Izraelu in povedal to. V njihovem sistemu so nekateri ljudje, ki jih poznamo, Brez najmanjšega dvoma manipulirajo in poskušajo spreminjati ameriško javno mnenje, da bi vojna trajala v nedogled. Se predsednik strinja s to izjavo? Mislim, da bi se predsednik zagotovo strinjal, da tuje države res poskušajo vplivati na ameriško javno mnenje. O tem ni nobenega dvoma. Mislim, da je to preprosto osnovno dejstvo. Alex, pravo vprašanje tukaj je predsednik Trump. Ali mislite, da se zdaj strinja z mnenjem J.D. Vancea? Govorili smo o teh dveh taborih v Beli hiši. J.D. Vance na eni strani, na drugi strani imate Rubija, na drugi strani Peta Hegseta. Kje mislite, da predsednik trenutno stoji? Mislim, to je njegov podpredsednik. To bi lahko bil potencialni kandidat za predsednika že čez 2 leti. To je res zelo pomembna stvar. Ja, mislim, da predsednik resnično omahuje med obema taboroma. In vidite, veste, šel je na tanek led, ko je podprl Vancea, ko so Vance, Kushner in Whitehoff prišli k predsedniku in rekli, da lahko izpogajamo konec te krize. Zdaj, očitno mu anketari na konzervativni strani v predsednikovi ekipi pravijo, da ne želi iti na vmesne volitve z vojno, ampak za zmago. In veste, Kushner in Witkoff sta se pogajala za prekinitev ognja in mu govorita, da je edina pot pogajanje o prekinitvi ognja. In Vance je šel na tanek led, da bi vodil ta pogajanja. Veste, kasneje bomo izvedeli, ali je Marco Rubio zavrnil to nalogo. Govorilo se je, da je Rubio, ki je bil državni sekretar, zavrnil nalogo pogajanj z Iranci. Vance jo je sprejel. Zdaj, Vance je tukaj tvegal. In veste, na koncu mislim, da se mu to lahko resno maščuje. In veste, to smo že večkrat povedali, bom še tukaj ponovil. Veste, takrat, ko je bilo sklenjeno premirje, sem rekel, da zaupam v 3 stvari. Zaupam v željo naših sovražnikov, da ostanejo naši sovražniki. In vidite, da Iranci še naprej počnejo to, kar mislim, da je najbolj predvidljivo vedenje, ki ga Iranci lahko pokažejo. Drugič, mimogrede, pri prvi točki ne bi rekel, da je predvidljivo vedenje tudi racionalno vedenje, kaj ne? Ker ljudje vedno pravijo, da so Iranci racionalni. Jasno dajo vedeti, da niso pripravljeni biti racionalni akter, so pa predvidljiv akter, ker ti povejo, kakšen je njihov sistem prepričanj. Le da veliko zahodnjakov noče poslušati, kaj v resnici govorijo, kar je velika težava. Veš, poslušaj svoje sovražnike. Druga stvar je, da zaupaš sposobnosti predsednika vlade, da krmari skozi zelo težke krize. In veš, preživel sem nekaj časa z zelo visokim uradnikom, ki je odgovoren za velik del odnosov med ZDA in Izraelom. In povedal mi je, da je Netanjahu med vsemi kandidati za predsednika vlade Izraela trenutno daleč najbolj primeren, da Trumpa razume tudi v kulturnem smislu. Da razume, kako z njim sodelovati. Ker, kot smo omenili, veš, lahko si premisli. To je del razumevanja Trumpa. Netanjahu razume Trumpa. Nekdo, kot je Bennett ali Eisenkot, ki bi prišel v to situacijo, sploh ne bo razumel, s kom ima opravka.
Ampak Netanjahu je preučeval Trumpa, sodeloval je z njim je dosegel rezultate. Z njim je naletel na zid, pa se je vrnil in našel način, kako obiti ovire, ter ugotovil, kako krmariti v tej situaciji. Zato zaupam sposobnosti predsednika vlade, da zna krmariti v zelo zapletenih okoliščinah, pod različnimi administracijami in se soočati z več sovražniki. In tretja stvar je, da moraš zaupati Trumpovemu egu. Iranci si absolutno prizadevajo predsednika znova in znova ponižati. In predsednik ima ego, velik ego. In če to pomeni, da bo Vansa in njegova pogajanja, žrtvoval Vansa in njegova pogajanja, bi to morda tudi storil. Ker na koncu si ne bo dovolil, da ga Iranci premagajo, ko pa je sam rekel, da Iranci nikoli niso zmagali v vojni, a nikoli niso izgubili v pogajanjih. Avtor knjige Umetnost dogovora si ne bo dovolil, da bi ga Iranci prekosili v pogajanjih. Aleks, pojdimo naprej, če lahko. Si v Rimu, Italija, kjer ta teden potekajo pogajanja med Izraelom in Libanonom o nekakšnem dogovoru o normalizaciji. In koliko razumem, imaš informacije iz prve roke o teh pogajanjih. Mislim, da je pomembno, da to deliš z našim občinstvom. No, govoril sem z nekaterimi visokimi izraelskimi uradniki, ki so bili neposredno vključeni v pogajanja v Rimu, takoj po zaključku teh pogajanj. In mislim, da je neverjetno spoznanje iz mojih pogovorov to, da so bila pogajanja izpeljana v zelo, zelo prijateljskem vzdušju. Pri čemer je jasno, da imata tako Izrael kot Libanon isti cilj. Poskušata doseči odstranitev Hezbolaha. Veste, pred nekaj tedni je bil dosežen predhodni dogovor, v katerem je Libanon prvič dejansko priznal vojaško prisotnost Izraela v Južnem Libanonu. Zdaj ste videli javne izjave Libanoncev, da želijo, da Izrael čim prej zapusti Libanon. Zdaj ne pozabite, da je v libanonski vladi več frakcij, vključno s predsednikom libanonskega parlamenta, ki je šiitskega porekla in tesno povezan s Hezbolahom. Zato daje zelo agresivne izjave. Predsednik Aoun pa hodi po tanki vrvi. Poskuša obdržati vlado skupaj. Zagotovo si želi, da bi Hezbolah odšel, vendar mu Hezbolah v bistvu grozi. Zanimivo pa je, da bo Aoun ta teden odšel na srečanje s predsednikom Trumpom. To je zgodovinsko srečanje, saj je prvič po letu 2009, da je libanonski predsednik v Washingtonu. Vem, da je premier Netanjahu dejansko upal, da bi se srečal s predsednikom v Washingtonu pred srečanjem z Aounom. In je razmišljal, da bi prišel na pogreb Lindseyja Grahama. Zdi se, da je bil ta pogreb preložen na 28. julij. Tako bo predsednikov obisk v Washingtonu potekal šele po obisku Aouna. Tako da ne vemo, kaj bo izšlo iz tega obiska. Očitno je, da bo verjetno Aoun želel pridobiti neko obliko financiranja za obnovo infrastrukture, ki jo je Izrael poškodoval med svojo obsežno zračno kampanjo proti Hezbolahu. Tako Izrael kot Libanon imata hkrati interes, da bi bil Hezbolah oslabljen. In zato moramo videti, kam bodo ta pogajanja vodila. In mislim, da je tudi pomembno poudariti, da čeprav Marco Rubio, zunanji minister, ni želel ali ni vključen v pogajanja med Izraelom in Iranom, gre za Rubija. To je pravzaprav glavni Američan, ki je stal za prizadevanji za pogajanja med Libanonom in Izraelom. In že poročajo, kar sem tudi sam potrdil, da bo dodatni krog pogajanj predvidoma ponovno 4. avgusta v Rimu. Pomembno je poudariti, da ta pogajanja potekajo v Rimu. Obe strani sta želeli, da bi pogajanja potekala nekoliko bližje Bližnjemu vzhodu, kot pa v Združenih državah, kjer so potekali prvi krogi. Vendar pa obe strani, Izrael in Libanon, menita, da je Italija v bistvu koristna za obe državi. Kar je drugače, kot če bi se ta pogajanja odvijala v Franciji, kjer je Francija očitno na strani Libanona in mislim, da še bolj na strani Hezbolaha in zelo proti Izraelu. Tako Izraelu kot Libanonu ustreza, da ta pogajanja potekajo v Rimu. In zdi se, da bo prišlo še do enega kroga, saj menim, da bi lahko obe strani v prihodnosti dejansko dosegli neko pravo normalizacijo. To lahko vključuje gospodarsko sodelovanje, lahko vključuje obrambno sodelovanje in morda bi lahko v daljni prihodnosti celo vključevalo turiste, ki bi prehajali mejo v obe smeri.
Aleks, gremo naprej. Poročila kažejo, da bi lahko premier Netanjahu v bližnji prihodnosti odpotoval v ZDA, da bi se srečal s predsednikom Trumpom. Hkrati, če bo premier Netanjahu septembra odpotoval v New York na generalno skupščino OZN, župan New Yorka Zohar Mamdani razmišlja, ali bi lahko agitiral premiera Netanjahuja, če bi ta vstopil v New York. Prav tako Mamdani pravi, da verjame, da Netanjahu sodi v Haag. Je vojni zločinec. Poglejmo si ta posnetek. Verjamem, da premier Netanjahu sodi v Haag. Je vojni zločinec, ki ga je obtožilo Mednarodno kazensko sodišče, in ugotovili boste, da je to mnenje, ki ga ima veliko ljudi, prav zaradi posledic njegovih dejanj v zadnjih letih. Prav tako sem povedal, da bom spoštoval zakone, ki jih imamo tukaj v New Yorku, ker verjamem, da je pomembno, da kot voditelj, ki vodi naše mesto, spoštujem zakon. In to je nekaj, kar nameravam storiti. Oprostite, ne razumem, kaj to pomeni. To pomeni, da bomo storili vse, kar mi zakon dovoljuje v New Yorku, vendar ne bomo pisali svojih zakonov za ta namen. Kaj vam zakon dovoljuje? To je aktivna razprava z našim pravnim oddelkom, kjer ugotavljamo, kakšne možnosti imamo v naši občini. Aleks, ali je sploh realno, da bi bil premier Netanjahu aretiran, če bi septembra potoval v New York? Mislim, da je zelo poučno pogledati tvite Mikea Wolca, ki je ameriški veleposlanik pri Združenih narodih, če jih lahko prikažemo na zaslonu. Ampak Wolc v bistvu pravi, da je to, kar počne Mamdani, politično gledališče. In pojasnjuje, da Združene države niso pristopile k Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Tako kot Izrael, tudi Združene države niso del tega kvazi sodišča, ki je Mednarodno kazensko sodišče. Veš, nekateri opozarjajo, da ni bilo nobenega sojenja, ni bilo nobene razsodbe, kaj ne? Da je šlo samo za poziv k izdaji, naloga za aretacijo. In medtem ni pristojnosti, ker Združene države niso članice, niso del te odločitve. In druga stvar je, da če predsednik vlade pride v New York govoriti v Združene narode, imajo voditelji držav diplomatsko imuniteto za govor v Združenih narodih. Zato so iranski voditelji skozi leta govorili v Združenih narodih. Palestinski voditelji so prihajali govoriti v Združene narode, ker Združeni narodi v bistvu zagotavljajo diplomatsko imuniteto za voditelje držav. In Netanjahu je zagotovo voditelj države. Torej, Valc temu pravi politično gledališče. Predsednik vlade je vedno cenil, kadar je bilo mogoče, možnost, da stopi na oder Združenih narodov in predstavi izraelsko stališče svetu. To je kraj, ki ga Netanjahu najbolje pozna. Bil je nekdanji izraelski veleposlanik pri Združenih narodih. To je bila ena prvih postaj v njegovi diplomatski karieri. Lani je tam govoril. Tako da mislim, če bo časovno uspelo, je leto zelo zapleteno, ker judovski prazniki in praznik Sukot v bistvu sovpadajo z tednom visokih srečanj na Združenih narodih. Ampak, veste, bomo morali videti, ali bo predsednik vlade šel. Ampak zagotovo Mamdani nima nobene pristojnosti, da bi aretiral predsednika vlade. In slišal sem tudi druge Newyorčane, ki so komentirali, da, veste, JCCRC, pravzaprav ena od judovskih skupin na Manhattnu, ki je verjetno zelo liberalna skupina, pravi, da bi se moral župan ukvarjati z notranjimi zadevami. In ne najamete, ne izvolite župana mesta, da bi se ukvarjal z zunanjo politiko. To preprosto ni področje župana. In tako kot je rekel Mike Waltz, gre tukaj dobesedno samo za politično gledališče. Aleks, imamo čas še za eno temo ta teden, odnos med ZDA in Izraelom. Predstavniški dom je ta teden v glasovanju zavrnil predlog o zmanjšanju vojaške pomoči Izraelu. Čeprav je bilo zavrnjeno, je zaskrbljujoče videti te številke. 314 jih je glasovalo proti ustavitvi vojaške pomoči Izraelu. 104 jih je glasovalo za ta ukrep, 10 članov pa je bilo prisotnih brez glasovanja. Torej imamo situacijo, kjer je res glasovanje propadlo. Ampak kljub temu je bilo še vedno 104, mislim, da velika večina iz demokratske stranke, ki je glasovala proti ameriški vojaški pomoči Izraelu. In ponovno, ne govorim o resničnosti, v kateri Izrael reče, da želimo prekiniti vojaško pomoč. To ni bil namen. Sporočilo, ki so ga pošiljali, je bilo, da ne podpirajo izraelskih obrambnih ukrepov v Gazi in Libanonu. Vidijo jih kot napadalne in to vidijo kot pomoč za napadalne operacije. Ja, no veš, najprej, če pogledaš skupno število glasov, mislim... Bilo je premočno
v prid vojaške pomoči Izraelu. Prav? Imeli so 304, približno 100 proti. Skoraj vsak republikanec, kolikor sem videl pri glasovanju, je glasoval za pomoč. Mislim, da je bil morda eden, ki se ni strinjal v republikanski stranki. Nekaj jih je bilo prisotnih brez glasovanja. Ampak v bistvu si velika večina republikancev želi, da se vojaška pomoč Izraelu nadaljuje. In približno polovica demokratov je glasovala proti vojaški pomoči, kar je morda nekoliko spodbudno. Samo polovica demokratov si ne želi, da bi bila vojaška pomoč. Zdaj, kar mislim, da lahko predpostavite, je, da je lahko ta številka še večja. Te številke rastejo. In z vsakim naslednjim glasovanjem boste morda videli vedno več demokratov, ki glasujejo proti vojaški pomoči. In morda boste videli vedno več republikancev, ki glasujejo proti vojaški pomoči. In to nas spet vrača k eni od prvih tem, o katerih smo tukaj govorili, to so, veste, komentarji J.D. Vansa, kaj ne? Torej, kar vidite je, da se zdi, da J.D. Vance sam naklonjeno ali previdno nagiba k temu pogledu republikancev, ki bi dejansko glasovali proti vojaški pomoči. Zdi se, da zelo subtilno, a zelo pomembno izpostavlja, da je vojaška pomoč tukaj pod velikim vprašajem. Torej, to je tisto, na kar morate resnično biti pozorni v prihodnje. Spet, to je težka situacija. Mislim, da mora predsednik vlade Izraela že prebrati razpoloženje in prepoznati, si vedno manj Američanov želi vojaške pomoči Izraelu. Tudi če je razlog za vojaško pomoč Izraelu izjemno močan v podporo Združenim državam, pozivam vse naj poslušajo in preberejo nekaj zapisov Jorama Edingerja, ki po mojem mnenju to razloži bolje kot kdorkoli drug. To pomeni, da je vojaška pomoč Izraelu dejansko velika korist za Združene države, glede tega, kaj ZDA v resnici dobijo v zameno za to partnerstvo. In vem, da je nekdanji veleposlanik v Združenih državah in nekdanji minister za strateške zadeve Ron Dermer vedno govoril, da je ta argument enostavno predstaviti, le da ga ljudje resnično ne znajo predstaviti. Koristi, ki jih imajo Združene države, so vredne veliko več kot 38 milijard dolarjev izplačanih v 10 letih. In pomoč, ki jo Združene države dajo Izraelu, je veliko manjša od zneska denarja, ki ga porabijo za ameriške baze v državah NATO, v Evropi, v Južni Koreji, na Japonskem ali drugod. In Izrael dejansko peluje kot prednja vojaška oporiščna baza Združenih držav v Izraelu. Torej, veste, obstaja veliko razlogov, zakaj vojaška pomoč koristi Združenim državam. Ampak v tem trenutku, ko Izrael postaja gospodarska sila, veste, čas je, da preberemo razmere. In ne damo demokratom ali republikancem priložnosti, da rečejo, veste, Izrael tega ne bi smel dobivati. Izrael bi moral reči, poslušajte, oblikujmo neko drugo vrsto partnerstva. Naj bo to skupni obrambni sklad, v katerega bi tako Združene države kot Izrael vlagali, da bi razvijali rešitve za, recimo, prihajajoče rakete, kot je železna kupola, ki je bila razvita skupaj. Lahko bi bilo veliko prostora za vojaško partnerstvo med obema državama, vendar Izrael v tem trenutku ne potrebuje več, da je prejemnik pomoči. In upam, da bo predsednik vlade zelo hitro šel v to smer. Predsednik vlade je pred kratkim dejal, da želi, da se ta pomoč postopoma ukine v obdobju 10 let. Mislim, da bi morali razmišljati o tem, da bi pomoč ukinili v enem letu in se od nje oddaljili. V redu, morda bomo za proračun za leto 2027 še vedno to obravnavali. Postopoma jo bomo ukinili, vendar se moramo odpovedati vojaški pomoči, spremeniti naravo odnosa in ustrezno prilagoditi proračun. 3 milijarde 800 milijonov dolarjev za eno leto je manj kot 2% izraelskega proračuna. Torej, veste, Izrael mora ugotoviti, kako bo prišel do tega denarja. Ampak hkrati pa želite zagotoviti, da je prodaja orožja Izraelu tudi po polni ceni zagotovljena. In imeli ste celo nekatere demokrate, ki pravijo, veste, naj se orožja sploh ne prodaja. Torej imate ti dve vprašanji. Eno je vojaška pomoč, za katero ste videli, da je 100 kongresnikov glasovalo proti vojaški pomoči. Hkrati pa vidite tudi nekaj 10 kongresnikov, ki pravijo, naj se jim orožja sploh ne prodaja. In to je veliko bolj nevarna grožnja kot vprašanje vojaške pomoči. Nadaljevanje sledi, Alex. Za ta teden nam je zmanjkalo časa. Upam, da se naslednji teden spet vidimo tukaj v Jeruzalemu, v oddaji Jeruzalem minute. On je Alex Trejman, direktor JNS. Moje ime je Josh Hasten, dopisnik za JNS.
Rad bi se zahvalil vsem, ki delajo v ozadju tukaj na JNS TV. Pošljite nam super thanks, naročite se in obiščite jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo naslednji teden tukaj v oddaji Jeruzalemska minuta na JNS TV.